To so poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Društvo Mozaik uspešno zaključilo program Socialna aktivacija. Kaj prinaša letošnji 34. mednarodni sejem graditeljstva v Gornji Radgoni Megra? V Beltincih bo jutri potekalo regijsko srečanje tamburaških skupin, več o tem z gostjo. Katere so praktične rešitve, ki kmetom pomagajo ohranjati in izboljševati rodovitnost prsti? Vreme, tudi jutri nas bo grelo sonce, nato pa konec tedna sledi poslabšanje. Cenjene gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v družbi Pomurskega dnevnika. Včeraj je v prostorih Mensane v Murski Soboti potekal zaključni dogodek programa Socialna aktivacija, ki ga izvaja Društvo za socialno vključenost Mozaik. Program je namenjen osebam, ki so dlje časa brezposelne in se soočajo z različnimi življenjskimi izzivi. Sodelovanje v programu pa krepi veščine posameznika in njegovo samozavest ter jih opolnomoči za lažjo vključitev na trg dela ali nadaljnje izobraževanje. Program socialne aktivacije Društva Mozaik pomaga dolgotrajno brezposelnim, da pridobijo nova znanja, samozavest in lažje najdejo službo ali se odločijo za nadaljnje izobraževanje. Sem sodelovala v socialni aktivaciji, od tega sem nesla dosti novih izkušenj, pridobila informacije, delo mi je postalo všeč. V bistvu so najbolj pomembne, ko greš na začetek videti kakšne koli dela ali aktivacije, je pomembno, da spoznaš dobre ljudi, jaz sem to našla. Spoznala sem tudi dosti programov različnih, ki so jih pač tukaj nudili, bili smo zelo zanimivi. Pač neko izkušnjo večjo sem dobila, pa širše, kako lahko v življenju si sploh pomagaš. Vključenih je bilo 15 udeležencev. Na koncu, če povem malo statistika, 4 udeleženci so že 2 dobra meseca vključeni v učne delavnice, 3 so vključeni v socialni kmetiji Korenika, 1 pa zavod Vitica v Gornji Radgoni, 1 se je vključila tudi v izobraževanje na Ljudski univerzi v Murski Soboti, finančna pismenost. Skupaj z Ljudsko univerzo v Murski Soboti so udeležencem skozi program ponujali konkretna znanja, organizirali delavnice in nudili tudi podporo tako pri poklicnem kot tudi pri osebnem razvoju. Ja, v programu Socialna aktivacija smo imeli več različnih delavnic in sicer na temo življenjepisov tudi ali pa kakšne kreativne delavnice, kjer so uporabniki predvsem ustvarjali. Naj pa poudarim, da so udeleženci pridobili tudi komunikacijske veščine, so postali bolj samozavestni, povezali so se med sabo, kar je zelo pomembno in kar jim bo pomagalo tudi naprej v naprejšnjem življenju in tudi pri iskanju kakšnih drugih zaposlitev, če mogoče tukaj ne bodo ostali. Vključenost v program pa jim ni prinesla zgolj novih znanj, ki so jih pridobili s pomočjo mentorjev. Poleg tega, da so se učili, so tudi ustvarjali in se povezovali. Tu sem se dosti naučila, naprimer, poudarek je, da si napišeš dobro prošnjo, to je bilo na koncu tega, pa tudi ročne spretnosti, ko smo delali te izdelke, sem se dosti naučila, večinoma to. Odvadila sem se, da bi dolgo spala, ker to je moja navada bila, sicer sem tudi že prej, ker otrok pa to. Nove izkušnje sem pridobila, kar prej sploh nisem vedela, novo peglanje oblačil, pranje, sušenje, to je vse nekaj novega, kar sem pridobila. Zelo smo zadovoljni s samim rezultatom, ker na začetku vseeno nismo vedeli, kam jih bo peljala pot, pa tudi vseeno je bila prva skupina in nekako z različnimi deležniki, delodajalci, tudi z zunanjimi, ki so nam pomagali pri delavnicah, smo nekako skupnimi močmi pripeljali skupino do tega rezultata, ki je zdaj in smo zelo zadovoljni. Zaključek projekta je le nov začetek. Udeleženci bodo pridobljena znanja uporabili v praksi, v Društvu Mozaik pa zagotovo že načrtujejo nove priložnosti za naslednje skupine.
V sredo 26. marca svoja vrata odpira Megra, 34. mednarodni sejem graditeljstva v Gornji Radgoni, kjer bodo predstavljene najnovejše možnosti za sodobne zelene novogradnje, za obnovo stavb in urejanje okolice. Na 7900 kvadratnih metrih razstavnega prostora se bo predstavilo 110 razstavljavcev iz 3 držav. Pod okriljem Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala ter Gospodarske zbornice Slovenije se bodo med 26. in 29. marcem na razstavišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni predstavili najpomembnejši slovenski ponudniki gradbenih del in materialov. Seveda gradbeništvo je kar širok spekter in tukaj na sejmu poskušamo seveda čim več teh segmentov predstaviti. Hočemo motivirati mlade, da se odločajo za to, bi lahko rekel, prihodno zelo pomembno panogo v državi Sloveniji. Tako da imamo res, bi lahko rekli, od seveda tega obnovljivi viri energije, obnova, trajnostna gradnja, digitalizacija, umetna inteligenca, ki je zdaj zelo zanimiva, potem pa seveda pregled gradbeništva, prihodnost, kaj prinaša, hkrati pa seveda tudi vse, kar spada zraven. Razstavljalci bodo na sejmu ponujali novo opremo, materiale in storitve. Glavni poudarki bodo na gradbeništvu in gradbenih materialih, energetiki, komunalnih storitvah, pa tudi na vrtni opremi in še marsičem drugem. Danes je pravzaprav Megra en velik prostor, kjer se predstavljajo nove ideje, trendi, ki se dogajajo v svetovnem, evropskem, slovenskem gradbeništvu. Predstavljamo v bistvu, naslavljamo mlade kadre, mlade ljudi, ki bodo v bodočnosti nosili breme tega poklica, prelepega poklica. Tako da ja, v 40 letih se je marsikaj spremenilo in seveda se bo spremenilo tudi v naslednjih letih, seveda pa odvisno od trendov, kam bo svet šel. Novost letošnjega sejma bo Auto Expo, kjer bodo razstavljena nova osebna in lahka transportna vozila, 4-kolesniki in starodobniki. Kot zanimivost, razstavljenih bo tudi približno 50 predelanih vozil slovenskega Autotuning kluba. Odločili, kaj bi potem lahko dodali zraven. Seveda so nas kontaktirali tudi ponudniki, ki imajo lahka transportna oziroma tovorna vozila in potem smo se nekako odločili, da bi mogoče tudi razširili ta program in dodali še zraven tudi nove avtomobile, osebna vozila, 4-kolesnike, tudi tuning vozila kot taka zanimivost, ker v Sloveniji težje to zaslediš na kakem sejmu, hkrati pa seveda tudi oldtimerje. V četrtek 27. marca se bo odvijal osrednji spremljevalni dogodek, strokovni posvet za okroglo mizo na temo pomena vozlišč za izboljšanje trajne mobilnosti, medtem ko je petek 28. marec rezerviran za izobraževalni in karierni dan slovenskega gradbeništva. Moram povedati, da v zadnjih 4 letih smo končno uspeli obrniti trend vpisa v izobraževalne inštitucije, ki se ukvarjajo z vzgojo mladih na področju gradbeništva, torej naraščajo vpisi v srednje gradbene šole, na višje šole, fakultete so polne, torej letošnji informativni dnevi so bili zelo uspešni, kar se tiče gradbenih šol. Jaz sem bil povabljen v Mariboru in moram reči, da je bilo oba dneva šola res napito polna z mladimi, vedoželjnimi otroci, ki jih zanima poklic gradbenika. Vrata sejma Megra bodo vse 4 sejemske dneve odprta od 9. do 17. ure. Odrasli bodo morali za vstopnico odšteti 6 evrov, za učence, dijake, študente in upokojence pa velja znižana cena 4 evre. Tudi letos bo parkiranje brezplačno. Jutri ob 18. uri se bo v Kulturnem domu Beltinci odvilo regijsko srečanje tamburaških skupin sistema Farkaš. Gre za pomemben dogodek, ki ohranja tamburaško tradicijo v Prekmurju in povezuje glasbenike iz regije. Več o dogodku pa nam bo seveda povedala gospa Nataša Brulc-Šiftar iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti območne enote Murska Sobota. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Res je, gre za pomembno tradicijo igranja tamburic na sistem Farkaš, kajti po drugih koncih Slovenije tako rekoč tega sistema ni več. V Pomurju imamo 9 skupin, ki igrajo po tem sistemu, največ jih prihaja iz Prlekije.
Nekateri poznajo ta sistem, drugi ne. Na kratko, gre za dvoglasni kvintni sistem, vendar se tudi s tem sistemom da ustvariti marsikaj in tudi ti koncerti so vedno zelo pestri, zanimivi. In tudi tak balzam, ne, za naša ušesa. Zagotovo, ker tamburaši ne igrajo le nekih ljudskih, tradicionalnih pesmi, ampak se poslužujejo tudi sodobnejših. In vedno presenetijo, ne? Kaj pa lahko obiskovalci pričakujejo na letošnjem regijskem srečanju tamburaških skupin v Beltincih? Koliko skupin je prijavljenih? Prijavljenih je 9 skupin, 7 odraslih in kar smo posebej veseli, 2 otroški. Prihajata z osnovne šole Cven in pa z osnovne šole Stročja vas. Sicer pa se nam bodo predstavile še tamburaška skupina Bisernica Društva upokojencev Ljutomer, tamburaška skupina Kulturnega društva Petra Dajnka Črešnjevci, potem Brajde iz turističnega društva Püter Stročja vas, tamburaška skupina Kulturnega društva Cven, lotmerški tamburaši kluba Prleških babic, tamburaško društvo Apače in pa domačini, mlada tamburaška skupina Kulturno-umetniškega društva Beltinci. Naj ob tej priložnosti povem, da imajo ti tamburaši 2 skupini, mlajšo in starejšo, in obe skupini ohranjata to bogato tradicijo. Se pa srečanje prične ob 18. uri, kot smo že povedali, v Kulturnem domu Beltinci. Lahko si ga ogledajo vsi so dobrodošli. Seveda dobrodošli vsi, vstopnine ni. Naj pa še dodam, da bo srečanje strokovno spremljal gospod Igor Kudenjak, je profesor glasbene kulture, prihaja iz Hrvaške, zaposlen je na Hrvaški radioteleviziji, je tudi član tamkajšnjega tamburaškega orkestra, naši sosedje to imajo, sicer pa sam zelo dosti dela z mladimi tamburaši in prejema tudi številne priznanja in nagrade doma in v tujini, pa ne le kot sam tamburaš, temveč tudi kot dirigent, tako da on bo ob koncu opravil razgovor z vsemi skupinami, podal svoje mnenje. Verjamem pa, da bo vseh 9 tamburaških skupin razveselilo jutri občinstvo v Beltincih. Odlično, to je torej tudi zelo dobra priložnost, ne, da se mladi tamburaši pokažejo, pa seveda pridobijo tudi eno izkušnjo več. Tako je. Zdaj pomladjo pa se začenja tudi sezona revij, torej zdaj so prvo na vrsti tamburaši, že prihodnji teden, če se ne motimo, pa folklorne skupine. Tako je, na Javnem skladu za kulturne dejavnosti, kot jaz rada poudarim, je največja sezona spomladi. Vse območne izpostave v Pomurju, pa po vsej Sloveniji. V Pomurju so Ljutomer, Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota. Pripravljamo številna območna in regijska srečanja. Že prihodnjo soboto, prihodnjo nedeljo, bo prav tako v kulturni dvorani v Beltincih območno srečanje odraslih folklornih skupin. Potem 8. aprila bo na osnovni šoli Beltinci območno srečanje otroških in vrtčevskih folklornih skupin. Prijavljenih je kar 12 skupin, tako da nas zelo veseli. 10. aprila bo v gledališču Park v Murski Soboti območna revija otroških plesnih skupin. Tudi tu imamo 8 prijavljenih skupin. Ena večjih prireditev bo potem še 23. aprila v gledališču Park v Murski Soboti območno srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov. Okrog 18-19 pevskih zborov bo se predstavilo. No, potem pa imamo še 24. maja oziroma 23. maja najprej območno srečanje odraslih pevskih zasedb in vokalnih skupin, prav tako v Murski Soboti. Dan pozneje, 25. maja, pa še napev odsev po ustvarjalci ljudskega izročila. In kar zadeva regijskih prireditev, bo v Murski Soboti 16. aprila tudi območno srečanje otroških gledaliških skupin, prav tako v gledališču Park, tako da pestra pomlad. Res, in glasbeno obarvana, ne, bomo zaplesali nekako proti poletju. Odlično, zagotovo bomo se še za ostale dogodke, še jih boste kaj prišli predstaviti v studio. Zahvaljujemo se vam za današnji obisk.
In seveda želimo, da čim bolje uspe jutrišnjo tamburaško srečanje. Hvala za dobre želje, hvala za povabilo in seveda z veseljem se bom odzvala tudi v prihodnje. Oddajo zaključujemo s kratkim izsekom pogovora, ki smo ga v sklopu projekta AgriNext Kmetijstvo za prihodnje generacije posneli strokovnjakoma iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, kjer smo govorili o pomenu rodovitnosti tal in ukrepih za trajnostno upravljanje kmetijskih površin. Kako podnebne spremembe vplivajo na kakovost tal in kaj kažejo analize glede zadrževanja vode ter izpiranje hranil? Gospod Horvat je rekel, da moramo pustiti, da bo malce dlje zeleno, morda 1 leto ali pa kaj več. Ampak to je svojevrstna problematika. To se že iz leta v leto pozna na teh površinah. Se v tej smeri tudi dela v kmetijstvu, da se bo to ohranjalo oziroma da se bo to preprečevalo. Je pa res, da je zelo pomembno tudi z našega vidika, da so ta tla tudi, da naredimo tudi fizikalno, ne samo kemično analizo. To se pravi, da poznamo strukturo, teksturo tal, zraven kemijske analize, ravno zaradi tega, ker recimo pri teh večjih padavinah pride do odtekanja te vode v prvi fazi, to se pravi gravitacija povzroča to, da ta voda odteka in na lažjih tleh nekako je v enem dnevu odteče, v težjih tleh v 3 dneh in vse to mora pridelovalec tudi poznati. In zaradi tega potem vso živo bitje je odvisno od vode. Voda je nujno potrebna, za rastline pa je nujno potrebna ravno zaradi tega, da ostane v teh mikrokapljicah nekako vezana na te agregatne delce in da je tam raztopljena hrana, ki jo potem rastlina tudi počrpa. Zato je tako pomembno, da mi tla poznamo. Ne samo po kemični analizi, ampak tudi po fizikalni analizi. V začetku vikenda bo vreme, kot kaže, še podobno današnjemu, nato pa z nedeljo prihaja poslabšanje. Poglejmo še, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. V Pomurju je bilo danes sončno in jasno. V Murski Soboti smo opoldan namerili 12, v Krajinskem parku Goričko in Radencih 11 ter v Lendavi 9 stopinj. Jutri bo dopoldne še večinoma jasno, popoldne se bo v zahodni in osrednji Sloveniji postopoma zmerno pooblačilo. Čez dan bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature se bodo gibale med 1 in 4, najvišje dnevne pa od 13 do 16 stopinj. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti, Mariboru in Ptuju se bodo gibale med 2 in 3, najvišje dnevne pa med 15 in 16 stopinj. V soboto bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo na vzhodu, na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji bo občasno deževalo. V nedeljo bo večinoma oblačno in deževno, v vzhodnih krajih bo padavin malo, oba dneva bo pihal veter južnih smeri, ob morju jugo. Temperature v Murski Soboti se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale od 7 do 10, čez dan pa med 13 in 15 stopinjami Celzija. Tako, drage gledalke in gledalci, pa smo prišli do konca oddaje. Hvala za vašo pozornost, z vami bomo spet jutri ob 18. uri na TV Ideja.